Sedaj nas bo pa počasi že pričakal prvi predavatelj. Nadaljavo prihaja z Nizozemske, gospod Erik Velman, ravno tako strokovnjak Accessible EU, ki bo nekaj več povedal o evropski zakonodaji European Accessibility Act, ki stopi v veljavo sredi letošnjega leta. To je prva zakonodaja, ki nagovarja tudi zasebni sektor. Z letošnjim letom stopi v veljavo področje, ki nagovarja storitve, digitalne produkte, dotika se pa tudi fizičnih produktov in kaj več, česa več se bo dotaknil tudi naslednji predavatelj. Prosili so me, naj na kratko predstavim Evropski akt o dostopnosti. To je zelo dolg dokument, kot verjetno vsi veste. Če ga boste enkrat prebrali, če ga boste prvič prebrali, boste videli, da je akt zelo jasen. Vsaj meni je bil zelo jasen, na to pa so me ljudje začeli spraševati. In potem sem si rekel, ok, očitno je dokument manj jasen, kot sem mislil. Očitno obstajajo razlike med aktom o dostopnosti in standardi, kako se ta zakon izvaja v praksi. In to včasih postavlja vprašanja. Včasih zakon, včasih pa standardi, ki jih je treba uvesti. Razprave se torej nadaljujejo, da bi se ugotovilo, kaj točno je mišljeno s tem aktom in kaj bi bilo najbolje za ciljno javnost, in to so invalidi. Pa pojdimo naprej. Zakaj je Evropski akt o dostopnosti oziroma skrajšavo EAA? Zakaj obstaja? Obstaja zato, ker smo imeli razdrobljenost notranjega trga. Vsi so si prizadevali za to, da bi bil svet dostopnejši, ampak v Franciji so to naredili drugače kot na Nizozemskem. Če ste, na primer, podjetje, ki deluje v Franciji in na Nizozemskem, bi imeli težave, saj bi morali spremeniti svojo spletno stran na Nizozemskem ali pa storitev in spletno stran v Franciji, na primer. Da bi to pokrili, je Evropski akt o dostopnosti postavil skupna pravila. To pomeni zmanjšanje stroškov, vzpostavljene so skupne zahteve. Te morajo biti razumljive in odporne. To pomeni, da so storitve in proizvodi dostopni, da so operativni, razumljivi, torej tudi za ljudi, ki na primer ne uporabljajo ust, ali pa za ljudi, ki niso zelo dobro izobraženi, in robustni, torej da dobro delujejo v vsakem primeru. Še ena stvar, pri kateri pomaga Evropski akt o dostopnosti, je lažje čezmejno trgovanje. To deluje tako, da usklajuje zakone v vseh državah članicah, na Nizozemskem, v Sloveniji, kjerkoli, tako da ni treba spreminjati proizvodov ali storitev za druge trge. Imamo še eno ozadje s komercialne strani. To zadeva 80 milijonov oseb z različnimi invalidnostmi. Oni bodo pridobili bolj dostopne proizvode in storitve, konkurenčnejše cene za dostopnost, manj ovir do transporta, izobraževanja in trga dela in večje povpraševanje po strokovnem znanju glede dostopnosti. Kar zadeva čisto živo strokovno znanje. Če nekdo načrtuje, oblikuje proizvod, bi bilo treba v ekipi imeti tudi nekoga, ki je strokovnjak na področju dostopnosti, ne pa da se to rešuje šele pozneje. Ko je proizvod enkrat na trgu, je prepozno, saj morda ni več denarja za spremembe. Torej, preden sploh pomislite na proizvod, se pozanimajte, ali ga ljudje pričakujejo. Zakaj to velja? To verjetno že veste, ampak to so sektorji ali teme, na katere vpliva Evropski akt o dostopnosti.
najpogosteje slišimo, vsaj na Nizozemskem, o e-trgovini. Vsi nekaj prodajajo na svojih spletnih straneh. Takoj, ko imate pogodbo s stranko, spadate pod e-trgovanje. To je torej zelo hitro. To velja za podjetje, pa tudi naprimer za vladne organizacije ali agencije. In če potrošniku nekaj poveste oziroma prodate, je to e-trgovanje in spada pod Evropski akt o dostopnosti. Velja tudi za pametne telefone, avtomate, za vozovnice, bankomate, vse storitve, ki prenašajo digitalne audiovizualne vsebine, računalnike, operacijske sisteme. Ne bom vseh prebral, jih je kar nekaj. Upam, da bo moja prezentacija deljena tudi z vami, tako da boste lahko sami prebrali še kakšno stvar. Če se vrnem sem. To izgleda v redu in je v redu. Ampak večina ljudi misli, da to velja le za spletne strani in mobilne aplikacije, ampak ni tako. To velja za proizvode in storitve. In to vključuje oblikovanje, načrtovanje in proizvodnjo proizvodov in storitev, uporabniški vmesnik, postopke v podjetju ali organizaciji, politike, ki veljajo, izobraževanje osebja. Če ima kdo kakšno vprašanje glede dostopnosti, morajo vaši zaposleni ali klicni center na ta vprašanja odgovoriti. Torej, kaj ponujate, kakšne storitve in proizvode imate in kako podpirate tehnologijo, kako tehnologija podpira vaše proizvode in storitve. To vpliva tudi na orodja, ki jih uporabljate v vaši organizaciji, informacije ali dopise, ki jih pošiljate. Tudi to mora biti dostopno. Informacije na vaši spletni strani, v priročnikih, če nekomu pošljete proizvod, mu morate poslati tudi priročnik in tudi ta priročnik bi moral biti dostopen. Potem je tu še center za pomoč uporabnikom ali klicni center, tudi to mora biti dostopno. Potem je tu še pakiranje, embalaža, tudi embalaža mora biti dostopna, transport proizvoda in celo prostor, kamor ljudje grejo, da dobijo vaš proizvod ali storitev. Tudi to mora ustrezati zahtevam glede dostopnosti. V Evropskem aktu o dostopnosti je ta zadnja zahteva opcijska. Ne vem, kako je v Sloveniji in tudi na Nizozemskem so rekli, da je to opcijsko. Ne zato, ker ne bi želeli, da so fizični prostori dostopni, ampak ker obstaja že drug zakon, ki določa zahteve glede dostopnosti prostorov. Preden začnete vse spreminjati, seveda obstaja prehodno obdobje za nekatere stvari. Naprimer za proizvode, ki so bili kupljeni pred 28. junijem. Zato je 5-letno prehodno obdobje. Pogodbe o storitvah, podpisane pred 28. junijem, tudi za njih velja 5-letno prehodno obdobje. Če tega ne spremenite, seveda. Torej, če spremenite storitev ali produkt, potem ni prehodnega obdobja. To mora biti takoj dostopno. Nekateri samopostrežni terminali, ki so bili kupljeni pred 28. junijem, pa imajo 20-letno prehodno obdobje. Če jih ne spreminjate, torej če ne spreminjate programske opreme. Če nekaj nekam postavite in tega ne spreminjate, ne dobivate novih storitev, ne spreminjate pogodbe o storitvah in vse ostane enako 20 let, potem vam ni treba storiti nič. Če pa imate kakšne take proizvode, mi povejte, ker me to res zanima, če so tako zelo odporni na prihodnost. Seveda je nekaj izjem, če ste majhno podjetje za storitve in imate več kot 10 zaposlenih in promet več kot 2 milijona evrov na leto, ste izvzeti iz akta o dostopnosti. Ampak bodite pozorni. Jaz imam enega zaposlenega. Če imate enega zaposlenega več, imate takoj problem. Če dan
pozneje prodate veliko več izdelkov, imate spet težavo. Enaka izjema velja za trgovanje med podjetji, če bi potrebovali temeljno spremembo ali če bi to pomenilo neupravičeno breme. Še izjema glede spletnih strani in aplikacij. Nekaterih stvari ni treba spreminjati in to velja za predhodno posnete časovne medijske vsebine. Video, na primer. Če imate kak video in ga date na spletno stran 27. junija letos, potem vam ga ni treba narediti dostopnega. Potem to velja za oblike zapisa pisarniških datotek, v Wordu, Excelu, v OpenOfficeu. Do 28. junija ni treba, da so dostopni, ampak morajo dostopni postati samo novi dokumenti. Potem enako velja za spletne zemljevide, vsebine tretjih oseb. Če iščete vsebino neke tretje osebe, boste našli dolg seznam čejev, za katere to ne velja, in potem arhivske vsebine, ki so bile dane v arhiv pred 28. junijem. Imamo 2 zakona. Upam, da to veste, da obstaja sicer veliko zakonov glede dostopnosti. Potem imamo akt o digitalnih storitvah. Veliko aktov je trenutno, ki vključujejo dostopnost, ampak ta 2 sta najpomembnejša za vlade in za proizvode in storitve. Torej, Evropski akt o dostopnosti za proizvode in storitve in direktiva o spletni dostopnosti, ki velja za vlade. Ta direktiva velja le za spletne strani in mobilne aplikacije. Akt o dostopnosti je širši in pokriva odgovornost dobavne in distribucijske verige. Torej, proizvajalec mora narediti produkt dostopen in podati izjavo o tem, da je dostopen. Uvoznik pa mora le preveriti to izjavo, ni jim treba pripraviti nove izjave. Enako velja za distributerje, to je torej dobavna veriga. Ko pridemo na konec verige, če nekaj prodajate, morate le preveriti, ali je zadnja oseba, ki je to vam prodala, imela izjavo o skladnosti. Izjavo o skladnosti je torej treba zagotoviti. Ne vi osebno, če ste lastnik trgovine, ta prihaja od prve osebe oziroma prve organizacije v distribucijski verigi. Veljajo 4 načela, da je nekaj dostopno, uporabno, deluje in je robustno. Mislim, da sem jih že navedel. To je uvedeno v številne zakone in organe za nadzor trga v različnih državah. Civilni organi nadzorujejo različne stopnje teh zakonov, izvajanja zakonov in 4 načela, ki zadevajo proizvode in storitve. Če se poglobimo v proizvajalce proizvodov. Na primer, da imate proizvod. Nekaj, kar ljudje lahko uporabljajo v svoji hiši, da lahko uporabljajo internet, na primer. Če to proizvajate, morate zagotoviti, da je proizvod dostopen, da je tehnična dokumentacija o dostopnosti dostopna. Zagotoviti morate jasno in dostopno identifikacijo in kontaktne informacije, torej telefonsko številko, na kateri vas ljudje lahko pokličejo, ali naslov. Zagotoviti morate razumljiva navodila in informacije o varnosti. In zagotoviti morate izjavo o skladnosti in postopek, kako boste zagotovili, da bo proizvod še naprej skladen v svoji življenjski dobi ali po njej. Potem pa pridemo do uvoznikov proizvodov.
Proizvajalec svoje izdelke pošlje uvozniku ali distributerju in ti morajo le preveriti dokumente proizvajalca. Preveriti morajo, če imajo oznako CE. Če je to v redu, je to to. Vsaj, če ne ugotovijo, da so kakšne težave s proizvodom. V tem primeru je treba to težavo sporočiti proizvajalcu in organu za nadzor trga v svoji državi, ki lahko odvzame oznako CE. Zahteve za proizvode, veliko jih je. Vse pa pride do načel POUR, da je nekaj dostopno, delujoče, uporabno in razumljivo in da robustno. Te informacije in navodila morajo biti dostopne, razmisliti morate o embalaži in o organizaciji. Torej, da organizacije lahko vedo, kako je vaš proizvod dostopen in kako lahko pomagajo osebam z invalidnostjo, da na primer to namestijo. Še kratek pregled storitev. Omenil sem že, da gre več kot samo za storitve in proizvode. Gre za uporabniški vmesnik, za klicne centre, za prostor, kjer se to nahaja. Spletne strani in aplikacije morajo biti dostopne, pojasniti morajo, kako storitev deluje in kako deluje s povezanimi proizvodi. Zagotoviti mora informacije o dostopnosti podpornih tehnologij in postopkov. Torej, gre za več kot samo to, da rečete, da so vaše storitve dostopne, ampak morate to implementirati v svojo organizacijo, da imate tudi klicni center in da zagotovite, da to lahko pokažete organom za nadzor trga. Zunanjemu svetu ni treba pokazati vseh teh dokumentov. To so interne stvari za organe za nadzor trga. Včasih je zunanjim stranem treba pokazati izjavo o skladnosti, ampak večinoma obstaja nek vzorec, obrazec za izjavo o skladnosti. To sem že povedal. Torej, pomembno vprašanje je, imamo zakon, ali bo ta zakon deloval. Delali smo na dostopnosti proizvodov in storitev, spletnih strani, morda ste osebe prisotne v tem prostoru delale na dostopnosti in to več let. Še vedno pa bo nekdo napisal poročilo in bo našel kakšno napako. Nikoli ni 100% popolno in to je velika težava. Gre za težavo v komunikaciji. Težko je skomunicirati, da smo trdo delali na naši spletni strani, mobilni aplikaciji ali storitvi. In potem bo nekdo rekel, ja, ampak a je res dostopna? Naslednji dan pa bo nekdo našel neko napako v vašem opisu in na spletni strani, ker je vaša spletna stran na primer zelo velika in se vedno najde kakšna napaka. Torej ja, zakon bo deloval, ampak to je treba upravljati. Torej, poleg tehničnega dela ne gre le za odkljukanje škatlic glede uspeha in izpolnjevanja standardov. Gre za več, gre za organizacijsko vprašanje. Torej ja, zakon bo deloval, ampak samo, če ga kombinirate z vključitvijo v procese svoje organizacije. Torej, ali ste organizirali, da je vodstvo odgovorno na nek način, ne samo ena oseba v vaši organizaciji, ki opravlja svoje življenjsko delo, da je spletna stran dostopna. Nekoga mora to zares zanimati in se mora čutiti odgovornega za to. Na ta način lahko tudi to bolje organizirate v svoji organizaciji. Zagotoviti morate spremljanje, nadzor.
če je danes nekaj v redu, morda ne bo v redu jutri ali čez en teden, čez mesec, čez leto. Razmislite o nadzoru in spremljanju. Ljudi v svoji organizaciji morate izobraziti, ustvariti morate zavedanje. Zavedanje je zelo pomembno za tiste, ki delajo na dostopnosti spletnih strani, aplikacij in tako naprej. Ampak obstajajo ljudje, ki na nečem delajo 2 meseca in se potem vprašajo, koliko ljudi pa je slepih, ampak ali je res problem, če jih zanemarimo? To se še vedno dogaja. Zagotoviti je treba omogočanje, opremo, orodja, sodelovanje. Pripraviti morate izjavo o dostopnosti z možnostjo povratnih informacij. Zagotoviti morate, da ljudje, ki menijo, da vaša storitev ni dostopna, še vedno lahko podajo povratne informacije in na te morate tudi odgovoriti. Včeraj sem poslušal prezentacijo nekoga, katerega življenjsko delo je bilo pošiljanje mailov organizacijam, katerih spletne strani niso bile dostopne. In pritožila se je, da od njih ni nikoli dobila odgovorov. Edini odgovor, ki ga je prejela, je, da bodo to posredovali osebi, ki je odgovorna. In to je morda ena od težav. Organizacije nimajo te odgovornosti vodstva in tisti mail se je nekje pač zataknil. Torej, če vam kdo pošlje povratne informacije, jim odgovorite. In ta odgovor naj ne bo, da boste mail posredovali nekomu drugemu. Če pa ste to storili, pošljite dodatni mail, da preverite, kaj se dogaja. Če na primer spremenite nastavitve na svojem bralniku, bi to moralo delovati. Potem je tu sledenje. Sledite temu, kje ste, in pripravite 5-letni načrt za vašo organizacijo. Dostopnost torej ni le projekt, ampak je proces. Še nekaj, kar pogosto vidim, je ta zadnja stvar, torej označevanje kljukic. Če vzamete seznam meril uspešnosti, na primer smernice za dostopnost spletnih vsebin ali druge standarde, in imate neke kode, standarde, na katere se sklicujete, številka 309 in nekaj in to takoj pozabite. Ne gre torej le za kljukice na seznamu, gre za več. Gre za postopke, procese. Potem pa bi morali upoštevati tudi pot strank, da vključite od samega začetka tudi invalide v vse svoje procese, da bodo proizvodi in storitve dostopni. Če izvajate monitoring, spremljanje, če gledate svoje storitve, ne gledajte samo spletnih strani, če so te dostopne, ampak pogledajte tudi pot stranke. Če nekdo pride na vašo spletno stran in mora nekaj storiti, potem pojdite skozi te korake. Imam primere e-trgovin na Nizozemskem, na katerih posamezne strani delujejo, na koncu pa je gumb, s katerim lahko nekaj kupite. Lahko iščete majice in ne vem kaj še vse. In potem imate v košarici 20 majic, ki jih želite na koncu kupiti. Ampak če pritisnete na gumb kupi, dela z miško, brez miške pa ne. In to se odkrije samo, če greste skozi vse korake stranke. Vključite invalide in uporabite enoten pristop. Poskusite to poenotiti znotraj svoje organizacije. In še nekaj je. Pravne stvari so super in zamisel o aktu o dostopnosti da ne bi imeli razdrobljenega trga v Evropi, obstaja pa še vedno nekaj tveganja za razdrobljenost trga. In sicer
ker je veliko vprašanj glede podrobnosti. Hudič je vedno v podrobnostih. V tem primeru dobivamo veliko vprašanj, torej ali morajo biti črke, dopisi dostopni. Kako to storimo? To ni nekaj, kar je določeno s standardi in tudi tega ni mogoče najti v aktu o dostopnosti. Izmisliti si morate rešitev, ki je skladna s temi 4 načeli. Da je nekaj dostopno, delujoče, razumljivo in robustno. Če na primer v Sloveniji pridete do čudovite rešitve za to, hkrati pa na Nizozemskem imajo organizacije seveda isto vprašanje in tudi pridejo do čudovite rešitve za to, v idealnem svetu bi bili ti rešitvi enaki. Ampak v resničnem svetu pa se pogosto zelo razlikujeta. Zato mislim, da potrebujemo organe za nadzor trga in druge, ki nam bodo dali odgovore na ta podrobna vprašanja. Le tako bomo zagotovili, da v Evropi ne bomo imeli razdrobljenega trga. To je lahko problem tudi za velika podjetja, ki delujejo v več državah članicah. V eni državi članici imajo drugačno idejo za rešitev kot v neki drugi. Tole vprašanje velikokrat dobim. Ali bo umetna inteligenca odpravila vse težave glede dostopnosti? Ste se to že kdaj vprašali? Jaz delam tudi v šoli za slepe 2 dneva na teden in tam delam inovacije. S slepimi učenci vidimo, da vse več uporabljajo umetno inteligenco. Z njo lahko preprosto uporabite svojo kamero, greste na predvajanje v živo in potem umetno inteligenco vprašate, koliko ljudi je v prostoru, koliko ljudi nima las ali nosi klobuk. In slepi učenci to običajno uporabljajo v običajnem razredu, če imate v običajnem razredu slepega učenca in učitelj predstavi zanimiv članek, ga skopira in ga da učencem, ampak slepi učenec tega ne more videti, ampak to ne velja več. Slepi učenec bo kamero le usmeril v članek in umetna inteligenca mu bo prebrala besedilo in mu celo podala interpretacijo slik, ki so v članku. In tako lahko rešite tudi druga vprašanja. Umetno inteligenco lahko vprašate, kje je neka trgovina, do katere želite priti in kako pridete do nje. Obstajajo seveda druga vprašanja in druge težave, vidim pa tudi veliko rešitev. Tudi ko pride do spletnih strani, če ste slepi in izvedete iskanje, to so mi povedali slepi učenci, če greste na iskanje na Googlu, dobite na primer 10 rezultatov in izmed teh 10 jih morate klikniti in nato prebrati. In to je veliko dela in veliko teh spletnih strani ni dostopnih. Z umetno inteligenco pa lahko le postavite vprašanje, ki gre skozi vse te rezultate in vam natipka odgovor. To je torej manjše od proizvodov in storitev, če pogledamo splet. Umetna inteligenca bi lahko zagotovila nekoliko več dostopnosti, kot je zagotavlja do zdaj. Moja prva reakcija je bila, umetna inteligenca namreč povzroča tudi veliko problemov. Ampak pomislite na 4. generacijo spleta in uporabe umetne inteligence invalidov. Mislim, da so tu resnične priložnosti. In to je bila moja predstavitev. Mislim, da vas bodo organizacije usmerile tudi na spletno stran Accessible EU in njihov mesečni dopis. Če imate kakšno vprašanje, mi lahko pošljete mail na mail, ki je naveden tule, erik.velleman@han.nl. Na naslednji strani imam še nekaj povezav, da ne boste preveč brskali, lahko jih samo kliknete, če dobite tole prezentacijo. In to je to. Hvala lepa.
Je prišlo kakšno vprašanje preko Zooma? Nobenega vprašanja? Potem najlepša hvala. Erik Velman, thank you for your presentation. Rad bi poudaril, da je Erik odlično poudaril to širšo odgovornost organizacij, morda ne tistih najmanjših, te so sicer izvzete, ampak odgovornost, da se dostopnost uvede v politike, procese in pa v vse pore organizacije, in o tem bo potekalo tudi naše zadnje predavanje danes na temo organizacijske zrelosti na področju dostopnosti.